niti eden od voditeljev sindikatov, ki so vložili zahtevo, v imenu ljudi nima pravice, da bi preklical to voljo. Razen, če greš nazaj spraševati 43.790 ljudi, ali se strinjajo, da zdaj prekinemo to zadevo. No, ampak pogajanja so vendarle bila. Kje se je prelomilo, kje se je končala zgodba? Zgodba se je končala praktično lahko rečemo, pri odstopu od kakršnega koli popuščanja na tistih točkah, kjer sindikat ni želel popuščati. Se pravi, da je 40 let dovolj za delavca v industriji, ne govorimo o profesorjih, ne govorimo o novinarjih, govorimo o delavcu v industrijskih procesih, ki v 40 letih zadosti zasluži, da gre v zaslužen pokoj. Koliko podpisov ste ponesli ali pričakujete, da bo reforma na referendumu padla? Glejte, če ne bi pričakovali, da bo reforma padla, na vsak način ne bi šli v to akcijo. Torej, naša pričakovanja so, je pa zagotovo negotov izid tega glasovanja, tega referenduma. Začela se je kampanja, že 2 dni poteka, precej zanimiva je, tako da bomo videli. Kako da z vami ni gospoda Semoliča? Semolič vam lahko rečem, pušča sporočilo, da so te podpise vlagali ljudje. Jaz in kolega in kolegi tukaj smo jih pomagali zbirati, zato da vam damo vedeti, da so to zbrali ljudje, ne voditelji sindikata. Se boste zaprestavili tudi drugi reformi, ki boste videli? Dajte, to, kar se mogoče govori o tem, ne verjamem, da bomo kar avtomatično, vse ker sindikati smo obsojeni na pogajanja, veste, ne pa na nasprotovanje katerikoli vladi. Še toliko slišno? 43.690. Lahko še vaše ime? Moje ime je Zlatko Herončič, sem pa sindikalist na ljubljanskem območju SKEJ. Kje so tisti sindikati, ki so vas ta čas nasprotovali reformi? To pa ne bi videli. To je to zdaj, ne? Vsi jih imamo še dol. Zdaj še prek je več. Super, bravo, bravo, en aplauz. Naprej, da ste naprej. Ne. Težke škatle. Ja? In še zadnja škatla. Zdaj, da bojo čez 10 minut pač začeli, no? S tem vštetjem, ja. Ja, pa greste videti nazaj. Pa da je lahko. Ne, se bo Milan bo prišel gor. Utroša, ne? Bo prišel zraven, pa kar. Glasov je bilo danih skoraj 44.000. Ja, ja. Kaj ne boš šel skozi? Pa ja, ne, na noben način, seveda. Mi računamo, da bo v bistvu padla še, rekel, močnej kot zakon o malem delu, ne? Tako da ta reforma je kakorkoli že, da se je večkrat dal vedeti, da vemo, da je v bistvu, da so reforme take drugače potrebne, ne pa take kot ta predlagana, ki gre v bistvu absolutno na škodo delavstva, in tle pač delavstvo tega ne bomo jemali na svoja ramena, ne. Sej praktično se to dela glih za naslednje generacije, njih tako, ne. A je mogoče še kakšna možnost vsem, da bi se to prekinili, da ne bi prišlo do referenduma? Zaradi tega, ker na vladi so tudi v bistvu, do zdaj so pogajanja potekala. Ne, praktično zdaj, kar se nas tiče, ne. Mi smo v bistvu danes tle, spravim kot predstavniki delavstva, smo zbirali te podpise, smo jih danes predali. Do sedaj je pač nek čas obstajal, večkrat očitno strani predlagateljev zakona ni nobene vole, da bi šli tlele nasprot delavstvo, ne, in enostavno tle ni nobene možnosti in prav je, da se v bistvu na referendumu izrečemo, da se izreče narod slovenski in jaz verjamem, da vemo, kakšen bo rezultat, ne, in tudi to, da morajo v bistvu, bodo morali v bistvu to voljo ljudstva spoštovati. Skupaj se s tem zakonom o preprečevanju dela na črno? To na isti dan? Ja, zdaj je vprašanje. Možnost, da to obstaja, ne? Ni pa to v bistvu zdaj v naših rokah. Ne?
Ampak nimate nič proti. Če bi bilo to, ne, seveda ne. Mi smo že pred referendumom o zakonu o malem delu predlagali celo, da bi bila, rečemo, te dva zakona skupaj, ne, ker je v bistvu zelo neodgovornost strani naše vlade, da so jim pač te zadeve nepomembne, ne, in da se v bistvu v vsej tej krizi na tak neodgovoren način troši denar. Hvala lepa. Prosim. Ste lahko še vaše ime in priimek? David Švarc. Sem pa bivši delavec LTH-ja, Škofje Loke, ja. Je šel v stečaj iz Lopora. Prosim? Kjer ti funkcije predstavnik sindikata? Ja, takrat sem predstavnik Zveze svobodnih sindikatov, ja, ki smo predlagatelji v bistvu tega referenduma. Ne.